All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. Rainbow. All for rainbow. Ja, res je All for Rainbow, podcast, ki ga pravkar poslušate. Eden izmed programov, ki ga izvaja Dih. In bistvo vsega, za kar sploh mi tukaj ustvarjamo, torej da bodo vsi za Mavrico. Živijo, jaz sem Gašper, danes voditelj in moja krasna sovoditeljica pa Maja na drugi strani. Hej, zdravo. Zdravo. Danes imamo to čast, to priložnost in to veselje, da gostiva Lucijo in pa Biserja. Živijo? Živijo. Dva izmed članov torej biseksualne revolucije. Moje prvo nujno vprašanje je, jaz sem pred časom prebral nekje, da je nekdo pameten napisal čast je juha. Ali vemo, kaj to pomeni? Midva sva lih kar po neki seriji o potovanju skozi čas, tako da ima dosti smisla. Ja. Ja, v bistvu je res zelo en tak, se bi reklo, čuden čas, ker ja ne veš, kaj je dan, kaj je jutro in kaj večer. Tako da, a vemo, kaj delamo, recimo zdaj tak, da si malo napolnimo dan. Ja, meni mi je predvsem zdaj aktivizem predvsem pomemben, še posebno biseksualna revolucija. Jaz sem pa zaposlena služba, bolj kot ponavadi, tako da ni dolg časa. Ja, res ne. Ojoj, še več službe zdaj? Shit. Ja, poleg vsega normalnega se ukvarjamo tudi z virusom. Ja, seveda, mislim, mimogrede, nujno povedati, mogoče bodo kakšne motnje v tem audioposnetku, predvsem zato, ker smo v vsaj 3 različnih lokacijah, torej smo povezani preko magije interneta. Tako da, če včasih malo magija zataji, nič hudega, bomo šli mi dalje, a ne? Cool. Ko pa smo ravno pri magiji, kaj pa kaj magija televizije, pa kakšna magija knjiga, a si s čem takim malo bolj razvedrilnim krajšamo čas? V bistvu midva pogledava kar dosti grozljivk zadnje čase. In nemških serij. In nemških serij. Nemških, fajn, a kako ki poznamo? Netflix, Dark, Dark. pomaga pri obujanju maturitetne nemščine. In ima tudi najmanj en biseksualni karakter. Res je. Odlično, a sta zelo previdno gledala, da bi imela ta serija kakšen biseksualni karakter? Nisva zelo pozorna na to pri izbiri materiala, ki ga gledava, ampak če pa opazva, kaj pa ponavadi opazva, ja. Ja, meni se nekako zdi, da je bolj slaba ali pa manj opazna reprezentacija nekak biseksualk in biseksualcev v medijih. A poznamo morda kakšno slovensko znano osebo, ki bi prav out bila kot bi? Se ti spomniš imena? Jaz sem ga spet pozabila. Bivši TV voditelj na RTV, trenutno je novinar in ni več na televiziji, tako da smo tudi to reprezentacijo izgubili. Ampak smo kar dobro razpizdili desničarske medije in zdaj je en kup člankov o tem, da kako se lahko žena tega voditelja strinja z njegovim lifestylom. Seko Konta je poročen? Jaz tega sploh vedel nisem. Ja, No vidiš, cool. Ja. celo otroke imata. In ja, seveda obstaja hitpis, ki je bil napisan izpod peresa JŽ, ker seveda pravi novinarji so vsi anonimni na Nova 24. Ja. Pač, ne da bi bili strašno politični ali pa kaj takega, samo
vemo, da Nova24 ni ravno nujno zanesljiv vir informacij. Mi smo še kar strašno politični. Ja, smo politični. Konec koncev smo podtalna anarhistična iniciativa. Ja. Tako. Kaj bi tole pomenilo, portalna anarhistična iniciativa? Delujemo anarhistično, delujemo podtalno, zato naprošamo vse, ki prepoznajo naše glasove, da obdržijo Skrivnost anonimnost zase. naših oseb. Ja. In smo iniciativa v tem, da je naš glavni namen širjenje informacij, vidnosti in komunikacija z biseksualno skupnostjo. Pa odkot pa recimo prav inspiracija za ime Biseksualna revolucija? Ker je to najbolj dobesedno, kar smo. Zato, ker tudi kadar sem razmišljala, da bi ustvaril biseksualno revolucijo, sem šel googlat in ni bilo dosti napisanega kot biseksualna revolucija. Ampak mi jih to rabimo, še posebno v LGBT skupnosti. Kaj bi rekla, da je biseksualnost nasploh, pa tudi v LGBT plus skupnosti nevidna in zakaj je temu tako? Še vedno je tako, ja, čeprav se stanje postopoma izboljšuje morda. Zakaj je tako? Noben nas noče imeti na svoji strani nekako. Ja, Vsi nas pogosto. potiskajo proč. Ja, mislim, še zmeraj je pogosto, da biseksualci doživljajo nesprejemanje spolne usmerjenosti tako strani straight ljudi, kot tudi članov LGBT skupnosti. Znani so primeri, ko tudi ljudje biseksualci v raznospolnih razmerjih so večinoma dojemani kot straight osebe v straight razmerjih in biseksualci v istospolnih razmerjih so razumljeni kot homoseksualci. To je lahko zelo nerodno in lahko tudi vpliva negativno na biseksualce, tako za njihovo mentalno zdravje, kot tudi samo sprejemanje biseksualnosti in podobno. Predvsem, da to tudi sami pri sebi, ko nas svet dojema kot neobstoječe, se nam naši problemi zdijo nepomembni in smo manj nagnjeni k temu, da poiščemo pomoč, ko imamo mentalne težave, ker si večina od nas govori, se ni tako slabo. Zanimivo, recimo na tej točki bi lahko izpostavili raziskavo Andreja Poglajena, žal mi je za to pozabljivost glede imen. Namreč njegova raziskava se ukvarja z mentalnim zdravjem ljudi na biseksualnem spektru. In ugotovil je ne samo, da imamo neverjetno slabo mentalno zdravje, ampak tudi zanimivo, da marsikdo je v anketi, ki jo je pripravil, eksplicitno napisal, da ne verjame, da njegove težave izvirajo iz biseksualnosti, ampak iz drugih okoliščin. Tukaj kot anekdoto, ki je relativno zabavna in tudi kot eno izmed razlogov, da smo začeli z biseksualno revolucijo, v bistvu je to, da tudi jaz sama sem napisala natanko to v to anketo, da ne verjamem, da moje težave izvirajo iz biseksualnosti. Potem kasneje, ko sem ugotovila, da je to veliko ljudi napisalo enako, ko je Andrej govoril o svoji raziskavi na nekem dogodku v Pritličju. Takrat sem potem tudi z svojim psihiatrom govorila o tem in se je strinjal, da je zelo verjetno, da zaradi samozanikanja in nevidnosti biseksualnosti in tega, da sami sebi ne verjamemo, kot nam tudi drugi ne,
lahko izvira veliko mentalnih težav, predvsem pot samozanikanja lahko pelje globoko in nas ovira pri tem, da si poiščemo pomoč, ki jo potrebujemo, in podobne negativne posledice. Ja. Na Instagram profilu Biseksualne revolucije sem tudi videla, da naslavljate problem mentalnega zdravja biseksualnih oseb preko izdelovanja nalepk. Lahko poveste kaj malo več o tem? No, v bistvu izdelovanje nalepk je neka glavna akcija, ki jo izvajamo in naj bi nekako mimoidočim na ulici dvignila Samozavest na ta način, da vidijo, da niso sami. Ja, da so del skupnosti, da obstajamo, da se nekdo bori za njih, da se sami borimo zase in tudi dosti nalepk naredimo z recimo sporočili, kot so poišči pomoč, ko jo potrebuješ, nisi sama, piši nam, zaradi tega, da ponudimo to neko psihično podporo biseksualcem in biseksualkam, da si res sami poiščejo pomoč, da lahko pišejo nam, če so osamljeni, če imajo probleme, če rabijo nasvete. Še posebej zdaj, v času, ko smo vsi v samoizolaciji, je zelo pomembno, da si med sabo pomagamo, kolikor si lahko. In ja, v glavnem, zato smo se tudi odločili, zaradi tega, ker smo razmišljali o tem, kaj bi nam pomagali pred leti, ko smo imeli še mi več težav z lastno biseksualnostjo. Vsaj iz mojih izkušenj je stvar, ki najbolj pomaga, to, da se povežeš s skupnostjo, to, da hodiš na biseksualne dogodke, kar pa nas pripelje do nekega naslednjega problema, s katerim se tudi ukvarjamo, da nimamo dosti izključno biseksualnih dogodkov v Ljubljani, v Sloveniji. Za izključno biseksualnimi ne mislimo nujno, da niso dobrodošli drugi ljudje, se pravi ne biseksualci, ampak predvsem to, da se ukvarjamo z biseksualnimi tematikami in potrebami, ki jih mi potrebujemo kot biseksualci. Biseksualci imamo precej drugačne potrebe od homoseksualne skupnosti in tudi od transspolne skupnosti. In s tem se zdi, da zaenkrat v Ljubljani oziroma tudi v Sloveniji se ne dogaja dovolj. V tem trenutku bi se dalo tudi omeniti, da ne samo v Sloveniji, ampak globalno je to zelo velik problem in Slovenija je v bistvu glede biseksualnosti relativno na dobrem v primerjavi z drugimi državami. Ja, če upoštevamo dogodke in akcije, vidnost. Kakšni pa so recimo dogodki, ki pa so primarno namenjeni za biseksualno populacijo v Sloveniji? No, vsaka 2 tedna je podporna skupina, biseksualna podporna skupina, ki jo vodi društvo Carter. Potem pa imamo še na teden biseksualnosti, ki pride enkrat na leto septembra. Takrat so letos Tihi organiziral en biseksualni dogodek, pa Parada ponosa. Tako da takrat se bolj govori o tem, ampak tu se pa že malo konča. Ampak hvala Bogu imamo zdaj vas, se pravi biseksualno revolucijo kot organizacijo oziroma kot inicijativo, evo ga, hvala. Hvala. A morda veste, dokod vse sega vaš glas fizično, se pravi po spletu ste na Instagramu, ste rekli, pa zagotovo je tudi kakšna spletna stran najbrž, a ne? Res je, spletna stran je dosegljiva z našega Instagram profila, linkana v, kako se že reče, biografiji. Biografiji Instagram. Instagram je dostopen na imenu biseksualna_revolucija. Sicer pa ja, fizično pa smo prisotni predvsem v lepljenju nalepk, ne. Zdaj kar po celi Ljubljani lepo, pa tudi malo že ven smo šli iz Ljubljane. Marsikje smo že, se pravi, trenutno je polepljenih mnogo predelov Ljubljane, Domžale, Nova Gorica. Nova Gorica ni del Ljubljane. Ne, ni del Ljubljane, ampak tudi Domžale niso del Ljubljane. Pa res.
Imamo še kakšne Imamo tudi informacije? malo geografije. V Ljubljani smo kar posodne, Šiška, center, Ljubljana Rita je cela, celožna, ja. Potem smo še v Italiji, Ja, V res je. Italiji ja, v Stari Gorici. smo tudi izven naše kokoške odšli odlično. Res je, tudi nedavno smo dobili tako prispevek, ilustracijo iz daljne Latvije in če se ne motimo, se dogaja začetek Tam, biseksualne ja. revolucije tudi tam. Ravno Ja. danes smo opazili, da nas followa account, ki se iz latviščine prevede v biseksualna revolucija. Ja, in tako da- oni so dobili navdih nekako od nas, tako da zdaj se še tam se nadaljuje naša biseksualna revolucija. Je odlično. Res odlično. Mislim, zelo dobro je imeti v Ljubljani reprezentacijo, ker je v bistvu res velika populacija ljudi v Ljubljani, ampak je pa tudi to dobro, da se je širilo navzven, kakor je tudi v bistvu bit tega programa All for Rainbow, ne? Da se širi izven le centra Slovenije. Tanko Ja. tako, zato vsakič, ko greste v kakšno tuje mesto, mogoče polepite še kakšne naše nalepke. Pa O, tudi, kje če pa jih ste lahko iz dobimo? katerega koli drugega slovenskega mesta, ki ni Ljubljana, nam lahko pišete na Instagram in vam bomo poslali nalepke in broške. Nalepke lahko seveda izdelate tudi sami. Ja. Več idej o tem, kako sodelovati z biseksualno revolucijo, lahko najdete na naši spletni strani tudi, ki je sicer ne najbolj obiskana stvar na svetu, ampak se Mislim, pa ne še. razvija. Ja. Gled, vsak mora nekaj začeti. Ali še opažate, oziroma kakšne rezultate teh gverilskih akcij pa opažate? Tako bom vprašal. V bistvu dobimo veliko sporočil. Veliko sporočil dobimo od ljudi, biseksualcev in biseksualk, ki so res veseli in srečni, da pač so odkrili biseksualno revolucijo, in da neko oporo in nam lahko pišejo za nasvete. Tudi, Zanimivo, da smo dobili tudi marsikakšno vprašanje glede transspolnosti, kar je popolnoma pričakovano glede na naš logo, ki vsebuje simbol. Za anarhijo in za trans simbol. Ja, in simbol mnogoterih spolov. In tudi med nami je kar nekaj transspolnih predstavnikov, tako da... In tudi na splošno je velik overlap med biseksualno in trans skupnostjo, ker je veliko transspolnih oseb nas je bi. Kar je pričakovano pravzaprav, ker obe skupini nekako dojemata spol malce drugače kot morda preostanek populacije. Ne? Ja. Je morda obstajajo kakšne raziskave na to temo, da bi bilo povezano eno z drugim, oziroma nekaj o tem slišali? Mislim, da je v Andrejevi raziskavi tudi nekaj tega. Ja, pa mislim, da je tudi v raziskavi Nine Perger omenjena ta presek. Ja. Ampak se ne moramo prepričati na pamet, obe raziskavi pa sta na razpolago za prebrati tudi na naši spletni strani. Tako da za vse, ki jih tematika zanima, tam so preprosto na voljo download linki za oba PDF-ja. Odlično, hvala lepa. Bomo si lahko polnili tale čas, ko v karanteni tisti, ki morda ali nimamo službe, ali pa imamo službo, ki je lahko od doma, imamo več časa, zato da si lahko preberemo tudi take zelo pomembne raziskave in ne samo preživljamo časa na Netflixu. Ja, ampak dajte pa tudi vsi paziti, da se ne boste preveč zastrupali z novicami. Še posebno v teh časih, kjer je naša pomembno vlada zelo brati nerodna. novice. Pomembno je, da spremljamo, kaj se dogaja, tako politično kot tudi sicer v Sloveniji in drugod po svetu. Ampak vseeno si je treba vzeti čas zase in biti pozoren na svoje meje. Ja, mislim, tudi meni se je nedolgo nazaj zgodilo, da sem zaradi prevelike izpostavljenosti negativnim novicam basically zablokirala za nekaj časa, precej hudo. Tako da vsem priporočamo, da pazijo nase iz mnogih vidikov. Ja.
Kako pa biseksualna revolucija deluje v tem času? Se kaj rastete, širite? Seveda, zdaj smo aktivni na Instagramu najbolj, pa tudi na lepke še vedno lepimo. Ja, vendar smo zelo pazljivi z prenašanjem morebitnih virusov. Potem v bistvu med vikendom se ne ukvarjamo s politiko, to se ukvarjamo predvsem med tednom na naših storijih. Drugače pa objavimo 5 slik na teden. In vsak petek damo sliko, objavimo sliko in opis enega slavnega biseksualca ali pa biseksualke. Drugače pa med vikendom ponavadi damo na naš Instagram story kakšno vprašanje. Zadnjič smo imeli najljubša slavna biseksualna oseba, zdaj trenutno imamo najljubšo biseksualno pesem. Ja, in naslednji vikend pripravljamo en kviz o biseksualnosti. Zdi se nam tudi, da smo na Instagramu precej zrasli zdaj v tem času, ko smo vsi bolj doma, kar je nekako pričakovano, pa tudi zaradi tega, ker smo se v bistvu po daljšem času odsotnosti spet vrnili v aktivno delovanje. Ja, zdaj imamo zelo aktiven račun. No. Hvala Bogu. Jaz bi mogoče vprašala še eno vprašanje, ki mogoče ni tako povezano, pa je. Če bi lahko izbirala, katero supermoč bi si izbrala? Mislim, limati nalepke in pisati stvari na znake. Praktično biti neviden, ne? Lih to sem imel v mislih. Smo že dobili svoj anarhistični krst, to je račun za kršenje javnega reda in miru iz razlogov širjenja informacij. To je pa, ko smo, mislim, da novembra, če se ne motim, začetek novembra, konec oktobra 2019, na stop znak smo napisali biseksualna revolucija in potem so nas ustavili policaji in nam dali kazen. Direktno še za Brinke so se pripeljali, ja. Ja. A ste potem tole ponosno fotografirali in tudi kazen in objavili na Instagramu? More biti. Poglejte si naš Instagram, če vas zanimajo dokazi. Predvsem je zanimivo videti, da so bili, kako se reče, zločinci, malo da ne. Tisti, ki so opravili prekršek, so bili v vozilu dvopičje peš. Ja. Ja. Pa če se morda malo vseeno vrnemo na delovanje kot tako. Zelo pompozen je recimo 17. maj kot dan boja proti homofobiji in transfobiji. Ali imate oziroma ste vsaj imeli planirane kakšne dogodke za ta dan? Dogodkov nimamo še. Dogodki najverjetneje ne bojo niti zares možni, vsaj ne v fizični obliki. Še posebno zdaj ne, ampak potem smo se menili pač z društvom Dih, da bi mogoče lahko organizirali kakšen biseksualni dogodek pri njih. Ja, zdaj glede tega dneva, zanimivo je, da to ni seveda dan biseksualnosti, ampak je dan biseksualnosti, mislim, dan boja proti transfobiji, homofobiji in bifobiji. Izmed teh treh je seveda bifobija najmanj očitna spet in najmanj vidna in najmanj izpostavljena. Tako da naša naloga za tisti dan je predvsem, da spomnimo na povezovanje vseh naših skupnosti, pa tudi na to, da spomnimo biseksualce, da je njihov boj prav tako pomemben kot drugi. In bifobične pripombe so enako grozne in slabo vplivajo na nas kot homofobija. Kot homofobija vpliva na homoseksualce, seveda. Poleg tega zanimivo je, da medtem, ko določen del populacije verjame, da biseksualci nekako dobimo polovico predsodkov in homofobije,
je pa v bistvu tako, da poleg homofobije trpimo tudi zaradi bifobije. Ja. In tudi v raziskavi Andreja Poglejena se je izkazalo, da imamo pravzaprav hujše težave z mentalnim zdravjem in z identifikacijo lastnih težav kot se upravičujem, homoseksualna skupnost, ki pa seveda je prav tako pod zelo večjim udarom kot straight skupnost, kar je popolnoma pričakovano. Seveda. In kako se človek odzove, da bo pravilno na vse te primere bifobije? Ker se mi zdi, da če na napačen način se človek odzove, potem lahko celo mogoče spodbuja in dobi še več bifobije nazaj, namesto da bi vse skupaj ustavil. Ja, mislim, to je težava boja proti vsem fobijam, ne? Na prvem mestu je to, da zaznamo bifobijo. Ker dostikrat samo rečemo, se samo zafrkavajo ali pa tole, pač to ni res in to negativno vpliva na nas. Tako da na prvem mestu je po mojem to, da začnemo zaznavati, ker si niti ne dovolimo, da občutimo bifobijo, no. In mislim, da je zelo pomembno tudi, da naprimer, če prihaja bifobija iz drugih delov LGBT skupnosti, da smo enako kritični do nje, kot če prihaja izven LGBT plus skupnosti. Ja. Tako da tukaj spet mi se ne borimo, ne bo zelo jasno, da glih tako zelo močno podpiramo boj proti homofobiji, boj proti transfobiji, ampak je pa tudi zelo pomembno, da se borimo tudi proti bifobiji, ki prihaja včasih tudi iz LGBT plus skupnosti. A sta mogoče kak tak primer pripravljena tudi deliti s poslušalci, če se je kaj takega že zgodilo, pa vidva veste za to? Veva za marsikakšen primer, ki ga ne bi delila iz razlogov, ker pač želimo ljudi, ki so to občutili oziroma to doživeli, obdržati anonimne in jih zavarovati pred morebitnimi, se veste. Ampak če delimo kakšne naše izkušnje, ker jih imamo veliko. Ja, ko sem jaz svojim staršem povedala, da imam fanta prvič, so me starši vprašali, se pravi, si definitivno gej. In moj odgovor je bil definitivno ne. Zdaj, dobro, pustimo, kako je to še dodatno zakomplicirano. Zdaj da sem transspolna ženska, česar se moji starši ne zavedajo najbolje, ampak po vrsti. Ja, in tudi meni recimo, jaz sem hodil s puncami, sem transfant in sem hodil s puncami, kadar sem bil najstnik, ampak tudi s fanti in so me vsi vseeno dojemali kot, da sem straight in ljudje so mi govorili, se na koncu boš itak pristala s fantom, na koncu boš itak imela otroke, bla bla bla, kar je nek pogost misconception, ki ga imajo ljudje, no. Ja, marsikdo meni, da je biseksualnost nekakšna faza odkrivanja sebe. In da se je ne jemlje resno, da se atrakcija do istega spola ne jemlje resno, še posebno, če gre za biseksualke. Ja, biseksualke so večinoma pod pritiskom z tega vidika, da jim nihče ne verjame, da so biseksualke, ampak vsi verjamejo, da so straight. Nasprotno biseksualni moški pa so večinoma pod pritiskom, da jim nihče ne verjame, da so biseksualci, ampak vsi mislijo, da so homoseksualci, ki se še niso odkrili oziroma si še ne morejo priznati svoje homoseksualnosti. Zdaj, seveda verjamem, da so primeri, ko grejo ljudje, ki so homoseksualci skozi neko fazo raziskovanja in se mogoče v tem času kličejo biseksualci, in s tem ni nič narobe, seveda. Je pa zelo pomembno, da se zavedamo, da biseksualci obstajajo in niso nujno, da ne gre, v večini primerov ne gre za neko kratko fazo, iz katere se razvije nekaj drugega, ampak da gre za način dojemanja ljubezni pravzaprav, ne? V katerem spol nekako nima velike teže pri izbiri partnerja oziroma pri doživljanju ljubezni. In tudi so raziskave, ki so pokazale, da v bistvu
biseksualci, ki so se najprej avtirali kot homoseksualci, da jih je enako veliko kot homoseksualcev, ki so se najprej avtirali kot biseksualci. Tudi to je res. Ja. Najlepša hvala za to težko zgodbo. Ful hvala. Kako se imenuje? Kincijeva skala je recimo ena izmed kontroverznih, ker v bistvu z njo pokažemo, da je večina ljudi nekje med homo in heteroseksualnimi, ampak na sami skali pa same besede bi sploh ni. Ja. Ja, no, tej To je skali res. jaz Kako je? pravzaprav tipično Ja, imam to ni v mislih, prav. rečem pa biseksualni spekter, ne? Ja. Ker ja, seveda obstajajo biseksualci, ki jih bojo bolj pogosto privlačili moški, obstajajo bolj, različni spoli v glavnem, no. In tudi s tem ni nič narobe, seveda pač, ne vem, moja osebna zgodovina je bila do zdaj pravzaprav več deklet kot fantov, in zaenkrat še nobene nebinarne osebe ni v moji zgodovini. Jaz pa imam kar različno ljudje vseh spolov, no. To je kar kul. True bisexual. Ja, ampak kot pišemo tudi na naših nalepkah, ne glede na to, koliko pogosto doživljaš atrakcijo do različnih spolov, v vsakem primeru, če se počutiš kot biseksualec, si biseksualec. Tako da Ja, res, ni ne glede treba na to. šteti razmerja med različnimi Ja. spoli, zato da ugotoviš, če si biseksualec ali ne. Res ne rabiš dokazov za to, da si bi, ampak samo si. Kaj bi pa za vaju pomenila biseksualna zastava? Globalna skupnost. Ja, Biseksualna zastava, že samo dejstvo, da obstaja, dokazuje, da je svet poln biseksualcev, ki smo združeni pod isto zastavo pravzaprav. ja. In to mene osebno vsakič, ko razmišljam o tem, me to navda z nekakšnim opolnomočenjem in občutkom varnosti, ker se zavedam, da kamorkoli na svetu grem, ne glede na to, kakšni so morebiti zakoni v različnih državah, kakšne so težave, kako močni so predsodki proti LGBT skupnosti in biseksualcem, vedno bojo okrog tudi ljudje, ki me bojo razumeli. Ja. In mislim, da se moramo tega zavedati. Zdaj, tudi če pustimo to, da je biseksualna zastava res lepa, je biseksualna zastava zelo močen simbol, no, ki nas druži dobesedno pod eno zastavo. Ja. Mislim, da ta skupnost tudi pomaga ljudem, da najdejo, tako kot si rekla, varnost. Imate kakšno knjigo ali pa bi osebo ali pa film, serijo ali kogarkoli, po katerem se zgledujete ali pa vama je odprlo nekatere poti? Bolj ne. Ne, zares. Mislim, mene so vedno inspirirali moji biseksualni prijatelji in znanci. Ja. Vedno me je inspiriralo delovanje naših organizacij, ki se ukvarjajo z biseksualnostjo. Seveda so tudi pač slavne osebe, ko pač recimo javno se razkrijejo kot biseksualci, ti da neko opolnomočenje. In to je zelo pomembno, da ljudje te osebe poznamo, zato smo tudi začeli S temi slavnimi biseksualci petek. Ja. Ja. Ampak moram pa reči, da kar se mene tiče, se mi zdi, da lahko sama sebe še najbolj inspiriram kot biseksualka. Konec koncev doživljam biseksualnost, vem, kaj doživljam, vem, kakšna čustva mi povzroča bifobija, tudi vem, kako name vpliva homofobija, tudi vem, kako vpliva name transfobija. In nekako tudi vem, kaj je meni pomagalo in kaj in tega se seveda še učim s časom. In vse to želimo prek biseksualne revolucije deliti, naše izkušnje, naša
znanja, ki smo jih pridobili skozi čas, in pač predvsem pa hočemo biti na voljo vsem tistim, ki se z vprašanji še ukvarjajo, lahko nam pišete, lahko nas vprašate stvari, lahko nam poveste stvari. Lahko pišete svoje izkušnje, ki jih lahko objavimo na blogu. Definitivno. Če imate razmišljanja, zgodbe, poezije, fotografije, jih nam lahko delite in tudi naša spletna stran bo zaradi tega mogoče malo bogatejša. Ja, in Vabimo vas k temu, da res tudi ta čas, ko marsikdo ima dejansko zelo veliko časa, da ne porabimo samo tako, da konzumiramo medije, ki vsebujejo biseksualnost oziroma dobro biseksualno reprezentacijo, ampak da se tudi lotimo in naredimo takšne medije. Konec koncev YouTube serijo lahko vsak posname tudi doma, kadar je zaprt v sobi. Ja, in jaz bi res poudaril, da biseksualna revolucija je namenjena vam, biseksualkam in biseksualcem. Mi bomo delali stvari za vas, kar vi hočete. To je tisto, kar mi hočemo. Definitivno. Mi smo tukaj zato, da biseksualno skupnost naredimo močnejšo, bolj Da damo povezano. prostor biseksualcem, da govorijo o biseksualnosti, o svojih izkušnjah, svojih problemih, ki jih doživljamo. Razmišljate tudi mogoče o kakšnem organiziranju dogodkov? Ja, to smo že omenili, da bi mogoče... Razmišljamo o tem, trenutno čas za dogodke v živo ni primeren. Tudi mi sami po sebi trenutno, kot glede na to, da nismo organizacija, nimamo nobene sorte podpore. Težko dejansko smo mi tisti, ki kaj organiziramo. Ampak se bomo potrudili za to in Se bomo potrudili za to in definitivno bomo tudi sodelovali z drugimi organizacijami, ki bi bile pripravljene organizirati dogodke, ki se ukvarjajo z biseksualnostjo na kakršenkoli način že. Ja. Hvala Bogu, se konec koncev je v Sloveniji zelo veliko organizacij, ki se ukvarjajo tudi z LGBT plus tematikami in zakaj ne bi v bistvu povezali jih z nekim takim zelo dobrim namenom, kot je tale. Ja, prav tako. Nekaj smo se že menili z vami, mislim z Društvom Dih, da... Z Društvom Dih smo že sodelovali in še bomo, oni nas tudi kar dosti podpirajo, še posebno tudi pri temu, ker so nam dali prostor, da naredimo svoje značke. Ja. To je zelo lepo. Zdaj... So tudi zelo lepe. Ja, zelo so lepe. In so dostopne na Dihu. Mislim, zdaj je zaprt trenutno, ampak... Pa tudi mislim, da bo treba narediti nov batch, da jih je že malo zmanjkalo. Ja. Ampak tudi sodelujemo z Društvom Kvartir, ki se mu moramo na tej točki še enkrat zahvaliti za organizacijo biseksualnih srečanj, ki so pravzaprav edini tak zelo reden biseksualen dogodek in je pomagal že marsikateremu biseksualcu. Zahvaliti se moramo tudi vam. Društvo Dih je relativno bolj aktivno na področju biseksualnosti kot kdo drug. In upamo, da bomo v kratkem stopili v kontakt tudi še z drugimi organizacijami in videli, kaj se da narediti. Zdaj, glih zaradi tega, ker je organizacij že veliko, tudi nas mogoče ne zanima toliko zelo, da bi zdaj ustvarjali neko biseksualno organizacijo, ampak bi bolj radi sodelovali z drugimi pri tem, da omogočimo ostalim, da delajo kvaliteten biseksualen program, medtem ko sami pač nimamo te možnosti, ampak se zdi, da je najverjetneje boljše, da to naredijo ustaljene organizacije, kakor da bi pa zdaj poskušali mi narediti neko novo svojo lastno, ki bi mogla štartati iz nule in ki bi pač kradla v bistvu na nek način tudi resurse vsem ostalim in tako naprej. Ja, pač res imamo... Poleg tega je zelo pomembno, da se povezujemo z drugimi deli LGBT skupnosti, seveda. Ja, in imamo veliko LGBT organizacij, ki res delajo dobro, ampak rabijo malo več vzpodbude pri tem, da bi se ukvarjali več z biseksualno skupnostjo. Ja, mogoče. Seveda,
Tako da kdorkoli, ki je iz slovenskih LGBT plus organizacij, vljudno vabljeni k sodelovanju z biseksualno revolucijo, še enkrat, vljudno vabljeni k sodelovanju z biseksualno revolucijo. Lahko nam pišete tudi na naš e-mail bi.revolucija@gmail.si. Kom, seveda gmail nima .si. Gmail.com, ja. Ali pa seveda na Instagramu smo prav tako dosegljivi in se poskušamo odzivati zelo pogosto, ker pač k nam pridejo ljudje, ki včasih so v določenih stiskah in se jim poskušamo čim hitreje pomagati. Seveda. Zelo lepo. Ful vama hvala lepa za pogovor. A bi še mogoče kakšen lep citat ali pa kako lepo misel za naše poslušalce še dala, preden se poslovimo morda? Vsak eno? Začnite. No, da pomislim. Se pravi, ja, biseksualci, verjemite svojim izkušnjam, verjemite svoji skupnosti, obstajamo, pomagamo si med sabo in vprašajte nas, kontaktirajte nas, če imate kakršnekoli sorte težav. In skupaj pač bomo zmogli prebesti trenutne težave, ki jih imamo glede samoizolacije in glede naše sumljive vlade, in skupaj bomo preboleli tudi kakršnekoli druge težave, ki bojo še prišle nam pod noge v prihodnosti. Ja. Res mi, biseksualci in biseksualke, smo povsod in si je treba zaupati in je treba poslušati sami sebe. In moramo si vzeti prostor, ki nam ga drugi niso dali, ker si ga zaslužimo vsak od vas in skupaj lahko res naredimo revolucijo. S tole empowering, da se ne morem boljšega slovenskega izraza spomniti, in prijazno in Opolnomočenje. Opolnomočenje, evo jo. S tole besedo opolnomočenja, s temi stavki spodbude, ful vama hvala lepa, res. Jaz sem se imel zelo fajn, upam, da vam je bilo približno prijetno. Ja, super, pa hvala, ker ste nas povabili na podcast, res. Hvala za pogovor, ja, definitivno. Ja, fajn je bilo. Veliko sreče z All for Rainbow in želimo si uspešnega sodelovanja še vnaprej. Ne? Ja. Tako, hvala. Zaenkrat pa od naju dveh zmajev tudi vam, dragi poslušalci, drage poslušalke, hvala lepa za poslušanje. Se čujemo prihodnjič. Ja, želimo vam all the rainbows. Jej, čau. Ciao. Čau, čau. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow.